Prva 2 tedna epidemije, smo se normalno sem se normalno hodil v službo, nato pa smo, zaradi vladnih ukrepov nekaj časa bili odsotni z dela. V tem času sem, doma izkoristil za, prenovo. Veliko sem tudi delal zunaj in pomagal. Veliko časa je bilo za knjige. In seveda vsakodnevno sem tudi treniral, in vzdrževal formo, in kondicijo. S trenerjem Gregorjem Dobrskom sva uspešno, prilagodila treninge in, jih namesto na stadionu prenesla nekam v naravo, kjer ni bilo veliko ljudi. S trenerjem sva, ves čas držala varno razdaljo. Veliko treningov sem opravil tudi doma, ker sem delal vaje za moč, stabilizacijo. Nekaj treningov sem opravil tudi v gozdu. Tako da, sva s trenerjem nekako uspešno prilagodila. Seveda je potrebno veliko iznajdljivosti, ampak, vse se da. Na koncu sem bil tudi sam malo presenečen, kako dobro se da tudi prilagoditi treninge. Na začetku je bil stadion zaprt, zato sva s trenerjem veliko treningov opravila v naravi. V zadnjem tednu, pa se je tudi stadion odprl in smo se lahko atleti končno vrnili na stezo. Seveda smo vsi zelo pogrešali stezo, posebno tudi fitnes, ki ga v času epidemije nismo mogli koristiti. In, seveda je tudi to ogromna razlika v treniranju. In, stadion sicer ni se vsakodnevno odprt, ampak naj bi se v prihodnje, tudi to, sprostilo. Trenutno pa se vsi strogo držimo vseh ukrepov, ki jih poda vlada. Prva tekmovanja v Sloveniji pričakujemo, v sredini prihodnjega meseca. Seveda še ni točno, potrjeno, ampak vsi, atleti si močno želimo, da bi lahko tekmovali, in da bi speljali vsaj nekaj tekem. Seveda bi se vsi držali, vseh ukrepov, tekmovanje pa bi potekala pod, praznimi tribunami. Dobil informacijo, da svetovno prvenstvo gluhih, ki naj bi bilo, letos konec julija na Poljskem, ni odpovedano, ampak je prestavljeno na kasnejši termin. In sicer naj bi se odvilo konec septembra, prav tako na Poljskem. Seveda pa moramo najprej počakati do julija, ko se bo že približno bolj videlo, kje smo, in ali bo tekmovanje lahko izpeljano. Odvisno je predvsem od
situacije s koronavirusom. Jaz si seveda močno želim, da bi bilo to tekmovanje izpeljano, saj sem dobro treniral skozi vso leto. Prihodnje si želim, da tudi, da bi se lahko zaposlil kot profesionalni športnik v javni upravi, da bi to zelo veliko pripomoglo na svoji športni poti. Lahko bi namreč treniral 2-krat dnevno, več časa bi bilo za priprave in vseh športnih aktivnosti, ki spadajo zraven. Ampak pojdimo korak v korak, korak za korakom in bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Sam sem zelo motiviran in se zelo trudim vsakodnevno na treningih in upam, da bodo tudi rezultati ne bodo izostali. V letošnjem letu je namreč zaradi epidemije koronavirusne bolezni odpadlo že veliko športnih tekmovanj. Največja 2 dogodka sta seveda olimpijske igre v Tokiu in pa tudi v atletiki evropsko prvenstvo slišečih, ki naj bi bilo v Parizu. To je seveda velika škoda za atletiko, ampak v tem trenutku se lahko razume, da vsi večji dogodki z večjim številom gledalcev ne morejo biti izpeljani. Saj je zdravje na prvem mestu in upam, da bo vse to hitro mimo in da se bo ves svet lahko vrnil v normalne tirnice, življenjske tirnice.